človek, da se upa danes pri. Vsi za njega, mislim, v novinarski javnosti se to pove, da je to človek, mislim, ki je prišel lomiti tega. In ga je tudi bolj na manj uspešno zlomil. V priznani redakciji so imeli sestanek, kjer so urednika Žitka vprašali, zakaj je Grahu dal negativno oceno oziroma zadostno oceno za njegovo delo v Avstriji. Ta zadostna ocena pomeni, da bodo lahko Graha na tej podlagi odpoklicali z tega mesta. Brez te ocene, mislim, tako nizkega ne bi mogli poklicati. In Žitko je danes priznal, da ga je k temu prisilil do drugi kot Slevnik. Prisilil ga je z grožnjami in tako naprej. Danilo zelo pozim, ako vsega. In takih dogodkov je lahko veliko in mislim, lahko se najde tiče. Hvala. Samo, če ste lahko kratki. Ja, bom kratek, ampak vse zadnje se bo dela, in tudi besede so hude. Torej, hvala Janko za vprašanje in za pripombo. Torej, jaz nisem prišel na delo, da bi ga zlomil, ampak zato, da bi napravil iz njega dober časopis. In tudi se to trudim. In delo objektivno ni več politično pristransko, kot je bilo, kot se je poskušalo tudi to ves čas nekako zagovarjati. Vi se kar lepo lahko smejate, seveda se to je moče tudi na tak način obravnavano. Je pa, tam je pisalo, mediji imajo odgovornost v javnosti. Javnosti je več. A je samo ena javnost? Jaz vas vprašam, a je samo ena javnost? Javnosti je več. Torej, tudi ta odgovornost je širša in nihče, niti Janko Lorenci, se ne more prisvojiti ekskluzivne pravice za to, da bo rekel, da je njegova interpretacija, kaj je v službi javnosti pravo. Torej, to ne drži. Torej, delo je sredinski pluralni časopis. Kar zadeva pa pomenjen primer, torej Matija Graha. Jaz mislim, da je dejansko danes uredništvo seveda nekako se pogovarjalo z Grahom, utemeljeno. Grah je zelo slab dopisnik. V zadnjem letu... Gospod Slivnik, gospoda Graha... No, oprostite, on je ga omenil. On je rekel, da so pritiski se izvedli na njega. Jaz pa vam povem, kaj se je dogajalo. Torej, gospod Grah je neprofesionalen novinar in seveda na tej podlagi je dobil oceno 2. To je klasičen argument, če smem samo uskočiti. Z neprofesionalnostjo je to tudi klasičen argument za neobjavljanje dogovorjenih, naročenih tekstov, prispevkov novinarskih, za katere se tudi cel novinarski kolektiv ali pa uredništvo lahko strinja, da so pripravljeni čisto v redu, v skladu s programskimi oziroma s profesionalnimi standardi, pa niso objavljeni. In potem, če novinar zahteva pojasnilo, včasih po več tednih dobi argument, da ni profesionalen. In pogosto gre za novinarje, ki pač desetletja niso bili obravnavani kot neprofesionalni, zdaj pa nenadoma so. In to pogosto tudi zato, ker kot gospod Slivnik ustraja, da je delo sredinski pluralni časopis in tako naprej. Gre za to, da te javnosti, ki ne bi jih domnevno parcialno torej naslavljali novinarji, čeprav razumem nekdanjega novinarja, trenutnega kolumnista ali predsednika uprave, kako bi rekla, se ne vem. Ampak v glavnem, da tega ni nikjer deklariranega v programski zasnovi dela, naprimer, ki je pa del pogodbe o zaposlitvi vsakega novinarja že po zakonu, ne samo novinarja dela, vsakega novinarja. Tako da vam priporočam prebiranje vaših programskih zasnov. V delu vi boste med drugim lahko prebrali, da delo ne bo imenovalo odgovornega urednika brez soglasja uredništva, kar je v neposrednem konfliktu s temeljnim pravnim aktom. Kar se tiče kvalitete vodenja Danilotove dela, o tem priča gibanje naklade, ki je zelo manjše, kot je bilo takrat. Kar se pa tiče tega, kar sem konkretnega primera, jaz sem rekel, Danilo, da se ti Žitkota prisilo, da je zmanjšal že napisano oceno za Graha. Oceno, ki je bila bistveno višja, kot si ga ti potem prisilil, da jo je zmanjšal. To sem rekel. Hvala lepa, dajte še kakšno vprašanje. Ni treba mikrofona, jaz ga nisem nič prisilil. Jaz lahko rečem, da je moje poročanje in predvsem komentiranje lanskoletnih dogodkov v zvezi z ustavnim zakonom o dvojčih pravnih napisih bilo povod
sorazmerno velikih cenzurnih posegov na delu. Naenkrat ni bilo onemogočeno komentiranje samo meni, onemogočeno je bilo tudi objava že naročenega komentarja kolegi Janko Lorenciju, ki je pa ta svoj komentar, njegov komentar je na to objavljeno v Mladini. To je bil povod za disciplinski postopek zoper Janka Lorencija. Onemogočeno je bilo tudi pisanje, recimo, Saše Vidmajer. In nazadnje je bil predvsem mnenjski članek, v katerem sem se izrazil, sem nekako ocenil, da je tisti ustavni zakon o dvojezičnih napisih, ki ga predlagala avstrijska vlada, slab za slovensko manjšino, tudi povod za to, da so me predčasno poklicali z dopisniškega mesta. Zdaj sicer povsem neko drugo za lase vlečeno argumentacijo. Jaz sem potem to je bil eksemplaričen primer, ko poklicala, lahko si predstavljate, kako je to delovalo na ostale zaposlene na delu. To je bil šok, pravi šok. Jaz sem čez dober teden, potem, ko sem prejel poklic, sem recimo šel, sem vložil poziv pravi in odgovornemu uredniku dela, ponovno razmislil o tem predčasnem poklicu. Hodim po stopnici, po stavbi dela. Ljudje, ki me prej niso poznali, so me ustavljali in mi govorili, kako je to grozno. Skratka, učinek tega je bil na ostale novinarje, je bil neverjeten. V redu, jaz sem se pol, ker na moj poziv na upravo ni bilo nobenega odgovora, ker tudi na poziv odvetnika in na podlagi zakona o delovnih razmerjih ni bilo nobenega odgovora, sem pač potem vložil tožbo na sodišče in če je ne bi vložil, jaz danes ne bi bil več dopisnik na Dunaju. Tako sem pa še vedno. Moram pa reči, sem ravno danes bil znova pri odgovornem uredniku, ki me je danes znova odpoklical. Skratka, to je truk odpoklical v 7 mesecih. Moram tudi reči, da bo jutri na vrsti moj kolega iz delov dopisnik iz Zagreba, Rok Kajzer, njega bo pa odgovorni urednik dela odpoklical jutri. Gospod Slivnik, vam bom dala besedo, samo dajmo videti, če bo še kdo.